Torej, Sveta Trojica je tako nekaj zelo abstraktnega, pa bomo poskušali mogoče iti skozi druga vrata noter, skozi nekaj praktičnega. In sicer nekatera vprašanja, ki se zastavljajo v tehle berilih, so recimo, kako se znajti v tem svetu, ki nima vedno enakih vrednot, kot jih imamo mi, ali pa ima zelo drugačne vrednote, kot jih imamo mi. Ima pa tudi podobne vrednote. Ni nujno, da si kristjan in da nisi kristjan in da je vse, kar imamo mi, je človeku tujega. Mislim, da je zelo pomembno, da kako živeti z drugimi, pomeni v prvi vrsti zavedati se to, kar je nam sveto. Če se vi zdaj recimo za trenutek zamislite in rečete, kaj pa meni sveto zdaj, tale trenutek? Kaj meni v življenju res najbolj sveto? To so neke osebne stvari in te osebne stvari so povezane ponavadi, za nas kristjane, so povezane s tem, kar uči Kristus, s tem, kar uči Jezus. Sprava, odpuščanje, spoštovanje, darovanje, zvestoba, skrb, veselje. Vse te stvari, ki so značilne za tiste, ki so vstopili v Božje kraljestvo že zdaj, se pravi že zaživa, ni treba, da umremo, že potem šele se to zgodi, ampak že zdaj je Božje kraljestvo med nami. To se pravi Kristusov nauk, Kristusova prisotnost med nami oziroma Jezus med nami. To seveda zaznamo iz skupnosti, v kateri živimo. Prva krščanska skupnost, kot vemo, je družina, sta mož in žena in potem naprej otroci, potem pa tudi župnija in pa sploh cerkev nasploh. Potem druga stvar, ki je pomembna, da znamo živeti z drugimi, namreč o tem govori tudi Jezus v evangeliju, kako biti z drugimi, kako biti neprestrašen, je, da to, kar živimo v dialogu z drugimi. Dialog pomeni biti odprt, biti tudi nekoliko ranljiv in pa globoko spoštljiv. Dialog v krščanskem smislu ni prepričevanje, ampak je pričevanje. Razumete razliko? Jezus ni nikogar prepričeval. On je pričeval. Zato sem prišel, da pričam. Je povedal. In zato je naš dialog in tudi naše vabilo ljudem, ki niso istega mišljenja kot mi, naš način življenja, naš način obravnavanja njih samih in pa tudi sveta in seveda, kako sami sebe tretiramo. Se mi zdi, da je skupnost, ki živi Božje kraljestvo, najboljši vstop. Tudi za tiste, ki tega še ne poznajo. Torej, najprej smo rekli, gre za tisto, kar nam je sveto, se pravi tisto, kar smo mi osebno prepoznali v Kristusu in pa v Kristusov nauk, je v spoštljivosti do drugega. In pa še ena stvar, ki pa je nam vsem skupna, mnogo ljudi nima te vsebine, tako kot mi, ampak vendarle je Božji duh v vseh nas. Ampak v nekaterih je tako, bi rekel, v splošnem občutku presežnosti, v nekaterih pa zelo bogato živi, kakor Jezus to daje, kar jemlje iz očeta, daje tistim, ki ga poslušajo in pride spoznanje. Sveti duh je tisti, ki ga Jezus poslal, se pravi isti duh, ki je v njem, je tudi v nas. Torej, tukaj se potem pokaže Sveta Trojica v bolj, kako bi rekel, občutni obliki. Se pravi, vse, kar imamo, je od očeta, vse, kar izkušamo, je v Kristusu
in vse, kar spoznamo, je v duhu. In vse to se pretaka, vse to se premeša v naši življenjski konkretni izkušnji. In ker Jezus govori namreč o tem, kako je on med nami, pomeni, da je polnost božanstva, da je vse, kar je v Bogu, je tudi v nas. Mogoče povem en primer, kako je mene nagovorila moja mama. In sicer me je enkrat vprašala, pa Damjan, zakaj ste vi morali tako po svetu in tako oznanjevati te stvari in vse so ljudje imeli druge stvari, a niso imeli, ne? A ni to dosti dobro? Najbrž so obstajali že več časa, preden je prišlo Kristus posovati stvari tja, ne? In tako, moja mama ima balčko ni čist po predalčkih, ne, v tem smislu. Ampak potem sem se popraskal po glavi in sem iskal najboljši možni odgovor iz učbenika, ki seveda ne bi ničesar pripomogel, na kar je sama rekla, že vem. Sem rekel, veš? Kako veš? Rekla, vem, vse je čist logično, čist naravno. Sem rekel, no pa povej. Sem bil že jaz radoveden, sem rekel, kaj bo mi zdaj mama povedala, zakaj, ne? Rekla, kdo bo pa povedal vse te lepe stvari, ki jih je učil Jezus, če ne vi? Tako preprosto je pravzaprav vse skupaj. Če verjamemo, da je to, kar je iz Jezusa sveto in lepo, potem bomo to živeli in bomo to govorili in to bomo. In tako bo prišla milost, ki je v Sveti Trojici nad nas, ostala v nas in se širila naprej.